Pozdravljeni. Danes bomo skušali dobiti odgovor, ali je Adrian Newey res največji inženir vseh časov, kar se tiče Formule 1. Verjamem, dokaj kontroverzno vprašanje, saj je po mnenju mnogih avtorjev, katerih članke lahko prebiramo in poslušamo v zadnjih tednih, Adrian Newey enostavno največji med vsemi. In tu moram dodati, da sam Neweya in predvsem njegovo delo spoštujem in da z občudovanjem gledam vse, kar si on pravzaprav izmisli. Ampak to ga še ne postavi na prvo mesto med vsemi inženirji, ki smo jih lahko videli v svetu Formule 1. A treba je razumeti tudi nekaj, kar marsikdo dobesedno izpusti. V Formuli 1 imamo različne kategorije inženirjev, od aerodinamikov pa vse tja do motoristov. In tu bi se lahko začeli spraševati, ali je res med vso to skupino Adrian Newey največji in seveda, kaj bomo uporabili za merilo. A danes bomo zadeve malce bolj poenostavili in skušali razumeti, zakaj Adrian Newey je po mnenju mnogih največji, če pogledamo tiste realne podatke, pa vsaj v tem trenutku še ni. In verjamem, da ko ste prebirali razne prispevke in sestavke, ste naleteli na podatek, da Adrian Newey v sodobni dobi Formule 1 je tisti, ki je osvojil ogromno število naslovov svetovnega prvaka v svoji karieri, ki se je začela tam koncem 80-ih let prejšnjega stoletja. Torej v 40 letih se jih je nabralo kar nekaj in govorimo o 13 naslovih med vozniki in 12 konstruktorskih. In seveda to je osvojil z ekipami, kot so Williams, McLaren ter Red Bull. In tu je prva pripomba, mimo katere ne morem. Namreč govorimo o inženirju, govorimo o človeku, ki projektira bolide Formule 1. Ali pri takšnih primerjavah uporabljamo tudi za statistiko vozniške naslove, ali bi bilo bolj primerno rabiti samo konstruktorske. Namreč za inženirja je to glavni naslov, čeprav mnogi avtorji ga postavljajo na drugo mesto kot nekaj manj pomembnega, ampak videli bomo, da tudi v nadaljevanju takšni avtorji nimajo kaj dosti znanja o Formuli 1. Namreč Adrian Newey, kljub temu, da je dosegel 13 naslovov med vozniki, kar se tiče njegovih bolidov, in 12 med konstruktorji, še ni tisti, ki je do tega trenutka dosegel največje skupno število. In mogoče bo kdo dejal, ja, v preteklosti je lahko kdo osvojil še več, ampak govorimo o moderni, sodobni Formuli 1, o tistem, kar se dogaja tu in sedaj. Ampak verjetno je vam znano ime italijanskega inženirja, ki je pred leti dosegel še več. In govorimo o Aldu Costi, ki je med letom 1999 in 2019 osvojil 12 vozniških naslovov in 14 med konstruktorji. Torej, do tega trenutka je Aldo Costa tisti, ki je najboljši, če seštejemo naslove in tudi, če upoštevamo samo konstruktorske. In zopet se bodo dobili tisti, ki bodo dejali, saj bo Adrian Newey letos tudi odnesel oba naslova in bo tako oni prvi na lestvici. Ampak v tem trenutku, ko snemam ta prispevek,
temu ni tako. In če kdo izmed vas lahko predvidi prihodnost, vas prosim, če mi na zasebnem sporočilu date številke za loto naslednjega tedna. A vrnimo se k prispevku. Aldo Costa od leta 2019 ni več aktivno udeležen v Formuli 1. In Adrian Newey ga še do tega trenutka, 2024, ni prehitel. Torej, govori nam o tem, da pravzaprav situacija, ki jo opisujejo razni avtori, je rahlo daleč od tiste realne. In tu bi se rad za trenutek ustavil in dejal, da Aldo Costa je svoje naslove osvojil z Ferrarijem, predvsem v eri Michaela Schumacherja in tovarniško ekipo Mercedes, predvsem v eri Lewisa Hamiltona. In če bo sedaj nekdo izmed vas dejal, da lahko njemu, kajti s tistimi bolidi je lahko zmagal dobesedno vsak, bi mu rad pripomnil še nekaj zanimivega. Prav Aldo Costa je zarisal tiste bolide, s katerimi je na to, po mnenju nekaterih, lahko zmagal vsak. A tu je seveda še pomembno vprašanje. Namreč, kakšno sled pušča Adrian Newey za seboj v zgodovini Formule 1, kar se tiče razvoja tehnike. So njegovi bolidi takšni, da se jih bomo spominjali še čez desetletja ali več. Namreč imamo v zgodovini Formule 1 kar nekaj inženirjev, ki so prišli na dan z idejami, ki so lahko še danes aktualne ali še danes v tistem skupnem konceptu genialnih rešitev. In ne moremo, na primer, Gordona Murraya, ki je se izmislil ogromno domiselnih rešitev, ampak njegov Brabham BT46B z vetrnico na zadku je seveda v spominu vsakega, ki pozna malce zgodovino Formule 1. Ali Lotus 25, 49, 72, 79 Colina Chapmana. Kako bi lahko pozabili Tyrrella s 6 kolesi, ki ga je izrisal Garner, ali pa Johna Barnerja, ki je prvi uvedel ogljikova vlakna, kar se tiče šasije v Formuli 1 z McLarenom MP4, po drugi strani pri Ferrariju s tistim modelom 640 je pa uvedel polavtomatski menjalnik. Seveda v kasnejših obdobjih smo imeli tako imenovani dvojni difuzor, seveda, ki je nastal pod vodstvom Rossa Browna. In po drugi strani mnogi izmed vas poznate tako imenovani mass damper, ki je bil pri tovarniški ekipi Renault, s katero je Fernando Alonso osvojil naslov svetovnega prvaka, enega od dveh. In tu smo zopet tam, kjer je seveda tematika zanimiva. Namreč mass damper je nastal v mislih Roba Marshalla, ki je bil mnoga leta v bistvu leva roka Adriana Neweya pri Red Bullu. Sedaj je zamenjal ekipo in je odšel k McLarenu. In vidimo lahko, da pravzaprav vse tisto, kar mi, navdušenci, pripisujemo delu določenega inženirja, je v bistvu rezultat genija mnogih, ki sodelujejo med seboj, ki lahko niso tako vidni, ampak prispevajo, konec koncev, morda še več. In seveda Adrian Newey je nedvomno eden izmed največjih inženirjev v Formuli 1 vseh časov, ampak ga kar tako pavšalno imenovati za tistega največjega, dobesedno ne gre. Ne smemo mimo dejstva, da tudi Adrian Newey je človek in kot tak se je v svoji karieri pogostokrat zmotil in mogoče se še bo. Namreč Ayrton Senna je umrl v Williamsu F2V16, ki ga je nato sam Newey popravil v F2V16B. In ne moremo dejati, da je bil tisti bolid popoln, perfekten, brez hib in napak.
Po drugi strani ste že slišali za McLaren MP4 pomišljaj 18? Dvomim, kajti bil je tako revolucionaren, tako napreden, tako avantgarden in tako nezanesljiv, da ni bil sposoben štartati niti ene same dirke svetovnega prvenstva Formule 1. Seveda delo Adriana Neweyja. Tako da vidimo, da pri vsakem inženirju lahko dobimo svetle in temne točke, ampak zamisliti se moramo nad avtorji, ki kar tako nekomu nadanejo naslov najboljšega vseh časov, brez da bi pravzaprav poznali koga drugega. Lepo je slišati ime Adriana Neweyja in o njem govoriti razne nebuloze, ko ga za nekaj sekund pokaže na televizijskem ekranu. A konec koncev zavedati se moramo, da Formula 1 je kompleksen šport, kjer velja doprinos mnogih ljudi in ne samo enega. Torej, Adrian Newey, zagotovo eden izmed največjih inženirjev, po mnenju nekaterih največji, ampak po tistih pokazateljih zagotovo še ne največji inženir v Formuli 1. Mogoče v prihodnosti bo treba tudi kaj spremeniti, ampak do takrat hvala za vašo pozornost in nasvidenje.